No, ko smo sadiko oziroma drevo nekako poštimali v spodnjem delu, očistili na deblu vse, kar je, če je karkoli zraslo, ker deblo mora biti čisto. Tu bi upozoril iz izkušenj, ki jih delajo ljudje na vrtu, da puščajo na tem delu že pri sadiki te kratke poganke. To je resnično brez veze. Vse, kar je na deblu, se mora odstraniti. Tudi velikokrat naredimo napako, da to osnovno prvo etažo naredimo prenizko. Drevo se širi, potem pa je prvič problem, ker se veje upognejo pod težo pridelka do tal, in pa tudi košnja oziroma vkopavanje pod krošnjo je resnično zoprno. Ampak rekli smo, zdajle so ta zelena dela, to je tudi zdajle zelena rez mladega drevesa, kot vidimo tu. Pregledamo poganke, krasno se je sadika obdala s stranskimi poganki, ki jih bomo pozneje upognili. In pa seveda hkrati tudi pogledali, predvsem v tem delu, kjer izrašča vrh in druga vejica, ki rečemo pavoditeljica, ki je razmeroma zelo konkurenčna temu vrhu oziroma tej voditeljici. Zato je moje priporočilo tako, da se takale vejica enostavno odstrani, se je ne upogiba, ker se nam zelo hitro zgodi, da se nam odlomi. In pri tem delu, pri upogibanju moramo biti resnično zelo previdni. Ponavljam, ta prva vejica, pavoditeljica, je boljše, da jo enostavno odrežemo. Odrežemo jo čim bolj na gladko, pravokotno vedno, brez ščepa, zato da je rana čim manjša, da se lepo čim hitreje zasuši. Eno opozorilo, vedno delimo v suhem vremenu in pa predvsem pozneje, ko so drevesa, ko se lotimo večjih dreves, upoštevajmo, da ni predolgo suša in seveda hkrati tudi, da ni prevroče. Zakaj? Če drevo nekako pade v tisti šok zaradi suše, zastane v rasti, in ko se mi lotimo rezi zelene, izrezovanja teh odvečnih pogankov, ob prvih padavinah nam bo drevo ne samo pričelo ponovno rast, ampak zgodi se celo, da nam tam avgusta zacveti. Tam, kjer zacveti, drugo leto ni cvetnega brsta, ni pridelka, predvsem pa tega cveta nimamo karkoli za pričakovati. Pa še opozorilo, tudi v zelo hudi vročini, kar bomo še mogoče kasneje pokazali, se nikakor ne lotevamo rečenja plodičev in izrezovanja teh pogankov, zato ker je potem premočna svetloba in nam plodove, ki naenkrat pridejo iz sence na svetlobo, nam dobesedno ožge. No, to smo zdaj odstranili, to drugi poganjek, pavoditeljico. Ta vrh, ki je zrastel, moramo seveda privezati, zato da nam ga veter ali mogoče celo ptica, če se usede pri manjšem poganku, ne odlomi. Pri privezovanju sadik nikoli ne privežemo čist do količka, takega ali drugačnega, ampak rahlo zavežemo, seveda pa dobro zategnemo, teoretično nekje 5–6 cm, ko se bo deblo debelilo, to ne bo se zažrlo. Če damo ob količek ta poganjek oziroma vrh, se nam na tem delu ne bo obraščalo, se bo obraščalo samo na eno stran. To je zdaj privezano, ne se pa lotimo upogibanja. Uporabimo lahko katerokoli vezilo, najboljša je rafija, ker nam razpade. Jaz imam kot primer vrvico. Vrvica je lahko resnično kakršnakoli. Moramo pa na dve stvari paziti. Prva je to, da nikoli ne privezujemo na deblo. Namreč rado se zgodi, da pozabimo in predvsem, če močno zategnemo, nam na tem delu se nekako deblo oziroma vrvica zažre v deblo in se nam tam prelomi. Če to naredimo na vejici, ni tak problem, ker pač bo vejica nova zrasla, za deblo je pa problem. Če pa nimamo količka, pa privežemo na deblo, ampak čez 2 meseca je treba to vrvico obvezno odstraniti.
To se dela zelo lepo in na hitro, samo zavežemo kar čvrsto, nekako pomerimo, malce več odrežemo in vejico ne kar na hitro upognemo, ampak resnično nežno primemo s ciljem, da je ne bomo odlomili. Ne upogibamo tako, ne upogibamo preveč dol, preveč navzdol, ampak nekako en tak rahlo, vodoravno rahlo navzdol položaj in takole zategnemo. Lahko naredimo, da smo še hitrejši, celo takole zberemo 2 do 3 vrvice. Združimo. Privežemo. In potem vsako vrvico posebej uporabimo za te poganjke. Kot sem rekel, nežno, čim bolj nežno, ne delamo lokov, rahlo navzdol in te vejice poskušamo nekako zvezdasto razporediti. Tole. In pa še to. Predvsem upogibamo poganjke, ki so nekoliko že daljši, ne pa prav kakšnih kratkih, ker s tem tega ne bomo zdaj upognili, ker bi ga zavrli v rasti, zato to še počakamo. Če se nam slučajno zgodi, da imamo veje samo na eni strani, veje lahko poljubno usmerjamo, ampak v tem primeru je idealno, nekako jaz se hecam kot en Mercedes zvezda, na vse strani in te veje nam bojo v prihodnjih letih celo življenjsko obdobje kot osnovno ogrodje na tem delu. Drugo leto se bomo pa seveda više preselili in tule podobno vzgajali novo etažo.